Ja, spet se je zgodilo. Samo danes zjutraj je bil to distribucijski center Wildberries jugovzhodno od Moskve v Rjazanu, skupaj z napadi na tamkajšnjo naftno rafinerijo. In morda je bil še en ločen poskus južno od Moskve, ki pa je zgrešil in namesto tega zadev skladišče tretje osebe v bližini. Kakorkoli že je, skupne izgube naraščajo. Že pred to zadnjo serijo napadov je estonska obveščevalna služba ocenila škodo na 2 milijardi dolarjev, kar je številka, ki bo očitno še naraščala. Navsezadnje je Ukrajina navdušeno pokazala svojo pripravljenost, da udari po ruski različici Amazona. Zahodni voditelji o tej strategiji niso rekli skoraj nič negativnega, čeprav bi bilo srečanje v Beli hiši popolna priložnost, da bi Trump to storil. In ruska zračna obramba je pokazala malo sposobnosti, da jih zaščiti, saj s težavo zaščitijo celo že omenjene rafinerijske sisteme. Zdaj Wildberries in njegov glavni tekmec Ozon, ki ga je Ukrajina prav tako napadla prejšnji teden, obdelujeta do 8,5% ruskega BDP. Točno število je nekoliko zapleteno, to misel za trenutek pustimo ob strani. Torej, širše vprašanje je, ali lahko nova ukrajinska strategija napadov ustvari domino učinek, ki bo potopil preostanek ruskega gospodarstva. In tudi odgovor na to vprašanje je zapleten, saj je dogajanje netransparentno, tako kot vse ostalo v Rusiji. Zato si vzemimo nekaj časa, da poskusimo razumeti pogoje, pod katerimi bi lahko napadi na Wildberries razstavili celotno rusko gospodarstvo. Začel bom z razlago, kako je poslovni model Wildberries presenetljivo odporen na posamezne napade na skladišča. Toda preden se kdo v korporaciji začne veseliti, bomo takoj prešli na to, kako v okviru širše ukrajinske kampanje nimajo več delujočega poslovnega modela. Na to bomo raziskali neposredne gospodarske posledice napadov, ki so resnično ogromne. In na to bomo zaključili s preučitvijo tveganj za učinek prelivanja na preostalo rusko gospodarstvo, za kar bomo videli, da je mogoče, vendar ni jasno, kako bi se točno to zgodilo. Toda najprej moramo razpravljati o neposrednih težavah povezanih s temi napadi. In začel bom z nekaj dobrimi novicami za podjetje, saj je skoraj vse ostalo slaba novica. Distribucijski centri za e-trgovinske velikane, kot je Wildberries, delujejo skoraj neodvisno drug od drugega. To ni kot model kolesa, kjer eno središče oskrbuje druga središča, ta pa se nato zanašajo drug na drugega za vzdrževanje svojih zalog. Trgovci, ki uporabljajo Wildberries kot svojo prodajno platformo, pošiljajo svoje blago neposredno v različna skladišča, kjer potem vse ostane, dokler tisto skladišče ne prejme lokalnega naročila, ki ga mora izpolniti. Ali vsaj tako deluje pri primerljivih borznih družbah. Neposredne informacije o Wildberries je težje dobiti, ker je podjetje zasebno in v Rusiji. Vendar ni razloga misliti, da delujejo drugače, še posebej, ker je osrednja zamisel podjetja podvajanje poslovnega modela Amazona. Kakorkoli že, razlog, zakaj je to dobra novica za Wildberries, je v tem, da napad na eno skladišče ne ohromi celotnega omrežja. Torej, ko vidite statistiko, kot je 10% logistike Wildberries ohromljene, bi morali te številke dejansko vzeti takšne, kot so. Tistih 10% ne bo povzročilo večjih težav za naslednjih 10%, ki bi skupaj povzročile težave za naslednjih 20% in tako naprej. Ne mislite na to kot na vrsto domin. To je tudi dobra novica za poslovanje Wildberries na vzhodu. To je nacionalno podjetje s skladišči vse do Vladivostoka. Tiranija razdalje pomeni, da je vzhodni del prihodkov Wildberries razmeroma varen. Ob tem pa preidimo k slabim novicam za Wildberries. Praktično nimajo več delujočega poslovnega modela. In to ne mislim samo za skladišča, ki so že v ognju, ampak tudi za celotno njihovo poslovanje v dosegu ukrajinskih napadov, kar predstavlja veliko večino interesov podjetja, saj je gospodarsko težišče Rusije tako daleč proti zahodu. Osrednja težava tukaj so pričakovanja in poskus, da bi vsak del sistema Wildberries sodeloval. Ker tudi če si podjetje Wildberries želi nadaljevati, še vedno potrebuje sodelovanje cele vrste drugih. Glavna težava tukaj je, da zaposleni sploh pridejo na delo, da bi upravljali skladišča. Predstavljajte si za trenutek, da delate v enem od njih. Za večino zaposlenih delo ni posebej privlačno. Izčrpavate, vendar si vsaj temu primerno plačan. No, zdaj pa dodajte še nezanemarljivo možnost, da umrete.
Potem morda jutri sploh ne boste prišli v službo. Prav tako ne pomaga, da se zdi, da je osebje Wildberrysa nevedno glede prihajajočih zračnih napadov, čeprav radarji lahko prikažejo splošno lokacijo cilja. Pomislili bi, da bi po prvih napadih na distribucijske centre Wildberrysa dojeli, da so morda tarča in bi se temu primerno evakuirali. Ampak ne, še vedno prihajajo iz objektov šele potem, ko so napadi že izvedeni. Kakorkoli, kmalu se bo zgodilo, da bodo vsi ti zaposleni resno premislili o tem, ali želijo tam delati, saj ne prejemajo nobenega dodatka za tveganje pri svojih plačah. In tudi če vam je bilo všeč biti zaposlen pri Wildberries, vas mora skrbeti, da bo vaše skladišče morda že jutri izginilo. Morda bi bilo pametno, da si že zdaj poiščete drugo zaposlitev, da vam ne bo treba izpustiti niti enega delovnega dne. In tukaj bo širša posebna vojaška operacija povzročila težave upravi Wildberrysa. Trenutno ni težko najti službe v Rusiji. Stopnja brezposelnosti v državi znaša 2,1%, kar je posledica tega, da so sposobni delavci poslani v Ukrajino, domača vojaška proizvodnja pa mora zaposlovati, da oskrbi vse te vojake. Medtem pa morajo prodajalci pričakovati, da bodo svoje izdelke na Wildberries dejansko prodali, namesto da bi videli, kako vse zagori. Trenutno so signali, ki jih prodajalci prejemajo, ravno nasprotni od tistih, ki jih potrebujejo. Spomnite se, tik pred začetkom prvih napadov je Wildberries posodobil svoje pogoje uporabe in določil, da so dobavitelji odgovorni za vse izdelke uničene v primeru vojne ali smo. Predstavljajte si, da imate majhno podjetje in da je večina premoženja vašega podjetja trenutno v skladišču Wildberries. Bil bi zelo živčen, če bi se nenadoma znašel v stečaju, tako kot je že kar nekaj malih podjetij. Wildberries bi lahko ta problem rešil tako, da bi preprosto zavaroval vrednost blaga v svojem inventarju. Toda to bi prav tako močno prizadelo dobiček Wildberries. Zato se zdi, da je to bolj problem, ki ga mora rešiti Kremelj. Vendar pa trenutno pristojni niso ponudili nobene konkretne podpore. Še zadnja točka glede srednjeročnih rešitev. Wildberries te težave ne more rešiti zgolj z gradnjo manjših skladišč, ki bi bila z ukrajinskega vidika manj privlačne tarče. Celoten poslovni model deluje v velikem obsegu. Če nimaš velikih distribucijskih centrov, potem nimaš dobičkonosnega posla. Zdaj pa preidimo na pravi problem, ki je danes na dnevnem redu. Ali obstaja širše sistemsko tveganje za rusko gospodarstvo? In odgovor je pritrdilen, če na to gledamo z vidika enega ali dveh korakov onkraj fizičnih ciljev Ukrajine. Toda položaj, primerljiv z učinkom širjenja iz velike recesije, je veliko manj verjeten. Naj začnem s problemom, ki ga predstavljajo prodani izdelki. Ruski Amazon je uporaben bližnjica za razumevanje, kaj je Wildberries, vendar je zavajajoč, ko se poglobite v njihove poslovne modele. Amazon sam proizvaja kup izdelkov in neposredno prodaja še veliko več drugih. Zunanji prodajalci so del ekosistema, vendar niso celoten ekosistem. V nasprotju s tem, skoraj vse, kar Rusi kupijo prek Wildberries, prodaja neodvisni prodajalec. Wildberries deluje zgolj kot prodajna platforma in podjetje za logistično obdelavo naročil. Za primer, bruto vrednost blaga na Wildberries, torej količina denarja, ki teče skozi platformo, je leta 2025 znašala 6,1 bilijona rubljev. Če odštejemo prehodne rublje, je bil dejanski prihodek za Wildberries le okoli 1 do 1,5 bilijona rubljev. Opozoriti moram, da tukaj uporabljam primerljive ocene iz industrije, saj kot zasebno podjetje Wildberries ni objavil svojih prihodkov. Zato obstajata dva načina, kako lahko na to pogledate. Ena možnost je, da se vse sesuje in da bo iz ruske ekonomije izginilo 6,1 bilijona rubljev, zmanjšano za kakršnokoli trajnostno vrednost, ki obstaja na vzhodu. Da to povem v bolj znanih številkah, govorimo o približno 80 milijardah dolarjev. To je tudi način, kako pridemo do številke 8,5% ruskega BDP, o kateri smo govorili prej, ko upoštevamo še širše e-trgovinske sisteme, ki so pod napadom. Nasprotno pa lahko ponudniki poiščejo alternativne rešitve, kar bo ublažilo skupno gospodarsko škodo. Vendar moramo biti tukaj previdni glede praktičnosti teh rešitev. Ta podjetja, pa tudi njihovi morebitni konkurenti, ne morejo kar čez noč oživiti modela fizičnih trgovin.
In tudi, če bi jim to uspelo, nisem prepričan, kaj to sploh pove o posebni vojaški operaciji na splošno, saj bi to dejansko gospodarski napredek vrnilo približno 2 desetletji nazaj. Boljša alternativa, še vedno ne dobra alternativa, le boljša alternativa je, da še naprej uporabljate Wildberries kot prodajno platformo in na to naročila izpolnjujete sami. Prepričan sem, da bodo srednje veliki prodajalci to poskusili. Zanje bo to dražje, ker nimajo ekonomije obsega, in za potrošnike bo bistveno počasneje, a vsaj delovalo bo. Za resnično majhna podjetja pa bo to popolna zmeda. Ne morejo se ustrezno prilagoditi obsegu in so potrebovali Wildberries, da zapolni to vlogo. Zaradi tega je verjetno številka 8 več 5% iz naslova nekoliko pretirana glede škode, vendar ne pretirano. In ja, ni nikoli dobro, če veliko ljudi naenkrat izgubi službo. Ampak ne pozabite, da je rusko gospodarstvo tako ali tako na splošno pregreto in tisti, ki iščejo službo, ne bi smeli biti dolgo brezposelni, še posebej, če se govorice o mobilizaciji izkažejo za resnične. Resnične. Zato bi izzive tukaj opisal bolj kot politične probleme za Kremelj, kot pa kot sistemsko tveganje za celotno rusko gospodarstvo. Vendar pa postanejo stvari bolj zapletene, če na to začnemo gledati z vidika bančnega sektorja in tveganja širjenja. In potrpite z mano za trenutek, ker je razumljivo, če ste na tem področju slišali nasprotujoča si sporočila. Zdi se, da Wildberries sam nima nobenih resnih dolžniških obveznosti. Ima oziroma je imel veliko denarnega toka, zato bi se zdelo, da bi lahko vsaj nekaj časa prebrodil nevihto. Kljub temu pa je tukaj nekaj poslovne čarovnije, saj je matično podjetje Wildberries v nevarnosti, da potone. Ne pozabite, poslovni model tukaj je bil ustvariti ogromne ekonomije obsega. To je pomenilo vlaganje v ogromno distribucijsko mrežo, zasnovano tako, da si skozi desetletja postopoma povrne rublje z vsako posamezno prodajo. Zdaj, natančno ne vemo, kakšna je ta raven dolga, saj je Wildberries zasebno podjetje. Vendar pa ena ocena, narejena še preden se je začela saga z droni in torej ni obremenjena s tradicionalnimi mnenji o tem, da je Rusija končana, postavlja dolg na 16,3 milijarde dolarjev. Približno 40% tega dolgujejo veliki državni banki. Zato bi bilo za celoten ruski bančni sektor zelo slabo, če bi Wildberries nenadoma postal insolventen. Kljub temu je razlika med zelo slabim in slovo od Putina. Biti moramo previdni in postaviti obseg problema v pravi kontekst. To je manj kot 1% BDP. Za primerjavo, neporavnane hipotekarne posojila z visokim tveganjem so med finančno krizo predstavljale 9% ameriškega BDP. Seveda gre za primerjavo jabolk in hrušk, vendar je bistvo v tem, da tukaj govorimo o enem samem podjetju, v nasprotju z osnovo veliko bolj zapletenega finančnega sistema. Poleg tega ni veliko dvoma, da bi Putin rešil podjetje, če bi bila alternativa finančna kriza in konec njegove posebne vojaške operacije. Vse skupaj pomeni, da je tveganje za prave učinke prelivanja na širše rusko gospodarstvo zelo majhno. Dodam pa lahko, da so sodobni gospodarski pretresi za ekonomiste resnično šokantni. Ko razumemo, kaj se dogaja s sistemom, v grobem vemo, kako uvesti politike, ki ublažijo negativne gospodarske posledice. Zato vsakič, ko internet razglaša, da je Rusija finančno končana, vedno pride do nekega posega, ki zgodbo omili na Rusija je prizadeta. Po drugi strani, tukaj so zagotovo koščki sestavljanke za nekaj veliko večjega, vendar nam morebitna katastrofa ne bo jasna, dokler ne bomo že sredi nje. Ali pa da odgovorim na to, kar je obljubljal naslov, uničenje Wildberries bi lahko razdrlo preostanek ruskega gospodarstva, če obstaja nepredvidljiva povezava s širšim ekonomskim sistemom. To je verjetno nekaj, kar bi mi kratilo spanec, če bi bil jaz odgovoren za stvari. In morda to velja še toliko bolj, ker je, kot sem že rekel, Wildberries zasebno podjetje in veliko tega, o čemer sem govoril, temelji na tem, kar ljudje mislijo, da je res, a v resnici ne vemo. Ključno tukaj pa je, da ruski zlom ni nekaj, na kar bi se Ukrajina smela zanašati. Za zdaj se Wildberries ne obnaša, kot da bi bil insolventen. Wildberries Bank. Spomnite se, to je Rusija, zato ima seveda svojo banko, je za 3 mesece zamrznila odplačevanje posojil malih in srednjih prodajalcev.
Ta korak kaže, da je Wildberries v dovolj zdravem gospodarskem položaju, da si to lahko privošči. Prav tako napovedni trgi kažejo le 9% možnosti, da bo Wildberries letos razglasil bankrot. In mislim, da je vredno to postaviti v kontekst. Nedvomno ste že slišali mnoge v taboru "z Wildberriesom je konec" oziroma "s Putinom je konec", ki vam govorijo, da je vsega konec. Nedvomno boste v naslednjih nekaj tednih slišali še več takšnih trditev. To je pravo sporočilo, če želite ustvarjati klike in živeti v mehurčku, kjer natančnost vaših napovedi nima velikega vpliva na vašo gledanost. Vsaj na povednih trgih so ljudje plačani le glede na to, ali imajo prav ali ne. In kot je trenutno, so tisti, ki imajo kaj na kocki, skeptični, da bo sploh prvi domino padel. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Posamični napadi na skladišča Wildberries imajo presenetljivo majhen neposreden vpliv na širšo sposobnost podjetja za delovanje. Kljub temu pa posredni učinki pustijo podjetje brez delujočega poslovnega modela. Za tiste, ki so neposredno povezani s podjetjem, bodo nastale pomembne gospodarske in politične težave, vendar je tveganje širšega širjenja krize nizko. Medtem pa tveganje, da bi zamudili dnevno vsebino, ne obstaja, če se naročite na moj sekundarni kanal Lines on Maps Extra. Danes bi tam objavil, če ne bi bilo nenadnih ukrajinskih napadov na nadležne logistične družbe s sadno tematiko. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite in se vidimo jutri. Pazite nase!